Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje, ki sem ga dobila od ene od poslušalk tega kanala na YouTubu. In sicer sprašuje, kaj naj naredi, ker enostavno v službi vsak dan popolnoma izčrpa svoje zaloge energije in potem potrebuje popoldan in večer, zato da se sestavi, seveda tudi noč, da lahko potem naslednji dan spet preživi v službi. No, in če se vam mogoče to dogaja, da ste utrujeni od tega, da enostavno ne zmorete več in da krpate dan z dnevom, ja, res vaša duša že pošteno kriči, čas je za spremembo. Zdaj pa kaj pa narediti? Ta gospa naprej pravi, da je ujeta v kredit, da enostavno ne more kar pustiti službe, ker enostavno je ujeta v to mrežo denarja. Kaj narediti v tem primeru, ker enostavno vidiš, nekaj bo treba spremeniti, ampak rabim denar, rabim varno službo, dejansko rabim vse to, kar imam sedaj, ampak moja duša ne zmore več. Zdaj, prva stvar se moramo vprašati, in to lahko sami preverite, če se vam to dogaja, ali sem mogoče z določeno osebo v službi v karmičnem odnosu. In tisti, ki vas v službi najbolj šola, tisti, ki ima najbolj intenziven odnos z vami, je verjetno tisti, ki vam nosi karmično lekcijo. Vam povem en primer. Enkrat sem bila na enem predavanju in ena gospa je rekla, pa meni ni jasen, imam sodelavko, ki je enostavno pa grozljivka. Rekla, jaz ne moram več hoditi v službo. Odkar je ona prišla v službo, se dogaja, da sem napeta, ne morem ji zaupati, ne da se z njo pogovarjati, ne da se z njo povezati in tako naprej. In v bistvu sem jo vodila z mišičnim testom in zdaj bom vas vodila, da boste sami preizkusili, da vidite s to osebo, s katero imate največ nakopičene energije in zaradi katere bi tudi odšli v drugo službo, če vas veže karmična veza. Pa zdaj gremo kar prvo vprašanje. Se pravi, tukaj date kar prvo osebo, tudi na koncu. Leta nazaj sem jaz pustila službo in ta oseba, zaradi katere sem pustila službo, če se zdaj vprašam, ne bom izpostavila na ime, ne, z njo nimam karmične veze, ampak dejstvo je, da je bilo pomembno, da sem zapustila varno okolje. Vem zdaj, kar prešinilo me je, kaj je bilo tisto, zaradi česar sem jaz pustila službo, oziroma zakaj jaz nisem mogla hoditi v službo. Leta nazaj, se pravi, to je bilo že 30 let nazaj, ko je bilo konec službe, imeli smo ograjo in smo čakali, da je bila ura 2 ali 3 in potem so dvigali to rampo in smo vsi odšli ven. In v osnovi, zakaj sem jaz pustila službo, zakaj se je meni uprla služba, je to, da ne morem biti za ograjo. Ne morem biti nekje, da me nekdo spusti kot čredo ven. Enostavno ne morem. Ta isti odpor se mi je potem vzbudil, ko so bili manjši otroci, smo večkrat šli v zabaviščne parke in tam smo čakali v teh vrstah. In v teh vrstah smo bili spet v teh nekih ogradah, se veste, za vlakce, da te spustijo gor. In to je spet ena stvar, recimo na vseh teh v zabaviščnih parkih me je začela boleti glava. Zdaj vem zakaj. A veste zakaj? Zaradi tega, ker predelujem za neživljenje iz 2. svetovne vojne, ko sem bila v taborišču. In ne prenesem vrst, ne prenesem čakanja, pa ne čakanja, da sem nestrpna, ampak v vrstah, da moraš čakati. In tudi to sem ozavestila šele z mojimi otroki, ker zdaj v zadnjih letih smo parkrat šli na potovanje in ko smo bile na potovanjih, veste, od vseh teh carinski postopki, čakaš v nekih vrstah. In jaz sem postala nemirna vedno, vse mi šlo na živce, utesnjena. In v bistvu jaz vem, da sem predelovala s tem, ker so me punce moje opozorile, so rekle, pa mami, kaj s tabo narobe? Vsakič, ko si v neki vrsti, postaneš drug človek. Jaz nisem opazila, sem vedela, da mi grejo vrste na živce.
In zakaj mi grejo na živce? Ker to je pomenilo v preteklem življenju, čakanje v vrsti je pomenilo preživetje. Kdor je prepozno prišel, je mogoče za njega zmanjkalo hrane. A veste, stlačili so nas v vagone in tako naprej. Vse to je bilo nekje v zapisu moje duše na eno od preteklih življenj. No, zdaj pa vi preverite. S to svojo službo se vprašajte, z mojo službo predelujem karmično ali pa predelujem spomin moje duše. To je prva zadeva. Če jaz zdaj pogledam z mojo prvo službo, sem predelovala, ja, absolutno grem naprej karmično v bistvu spomin moje duše. No, to je zdaj prva zadeva. Druga zadeva se morate vprašati, z določeno osebo, ki vam v tem življenju nosi največjo lekcijo, predelujem karmično vezo. To je zdaj drugo vprašanje. In če vam s to osebo, recimo tako, kot sem prej začela govoriti, da je ta gospa dobila novo sodelavko, s katero res ni mogla sodelovati, nikakor ni stekla beseda. No, midve so potem ugotovili, da v bistvu predeluje eno življenje, verjetno zadnje, in v tem zadnjem življenju sta bile obe dve moška, sta bila poveljnika vojske in prav ta sodelavka, ki je prišla, je sprejela neke odločitve, ki je povzročila, da dejansko je bilo ogromno ljudi mrtvih. Se pravi, je sprejela napačno odločitev. In v tem življenju sta se našli z namenom, da bosta to zavestili. No, in ko je ta gospa začela delati zdravilno molitev dekodiranja, dejansko se je zgodilo to, da se je odnos med njima zgladil. Zdaj niti ne vem, a sta še sodelavki, a nista, ampak na koncu koncev ni pomembno. Dejstvo je, da ko sva se naslednjič srečali, je rekla, ne moreš verjeti, kako sem hvaležna. Midve se lahko pogovarjava in celo skupaj hodiva na kosilo. A, pomislite. Se pravi, če je mogoče ta vaš nadrejeni, tisti, s katerim imate karmično vezo, lahko to počistite z zdravilno molitvijo dekodiranja. No in zdaj, če gledam, tudi jaz zdaj v tem mojem poslu pri Neolifeu, kjer imam prehranska dopolnila, imam nekoga, ki je nadrejen. No in zdaj, če jaz rečem, sama pri sebi, se pravi, spet imen ne bom dajala, ampak z mojim nadrejenim pri Neolifeu imam karmično vezo. Absolutno jo imam. Midva imava pošteno karmično vez. In vem, da v enem življenju sem ga mogla pošteno prinesti okrog, ker mu v osnovi zdaj že 30 let na obroke vračam. A veste, kaj to pomeni? Vsak mesec je pač dobi neko provizijo preko mojega prometa. In to je to. Se pravi, mislim, hvala Bogu, da mu na obroke vračam. Kaj, če mu bi mogla vse naenkrat? To bilo pa malo hudo. No, tako da v glavnem. Zdaj, stvar, ki sem se jo jaz učila preko tega nadrejenega, je bilo to, da ga enostavno pustim. Da on tak je, kot je, spremenil se ne bo, prinesel mi je življenjsko lekcijo, da prepoznam ljudi, ki me manipulirajo, da jim rečem ne hvala, to ni zame in da grem svojo pot. To je bila moja šola. Zdaj pa kakšna je vaša šola v vašem življenju? Če imate s svojim nadrejenim in vam nikakor ne da, ne vem, recimo priznanja, vam ne da možnosti napredovanja, vas zmeraj označi, da niste dovolj. Dajmo zdaj preveriti, se pravi, imate karmično vezo. Zdaj pa naslednja stvar. Kaj vas uči? No, dajte najprej probati z mišičnim testom in rečete, moj nadrejeni ali pa ta sodelavka, ta grozna, ki vam kravžlja živčke in deluje in dela sive lase. No, kaj vas uči? Jasno postaviti meje mogoče. Mogoče vas uči jasno izražati svoje mnenje. Mogoče vas uči predelovati ali pa narediti lekcijo strah pred tem, da če izrazim svoje mnenje, bom izgubila službo. Ali, če vidite, da nikakor ne morete napredovati in bi že zdavnaj mogli napredovati, da greste k nadrejenemu in pač poveste,
moja cena je taka. In se jasno postavite za svojo vrednost. Ko sem le še v službi, leta nazaj, se pravi, to je zdaj 30 let, ko sem le še v službi, je bilo tako, da so enkrat na leto nekako ocenjevali neka napredovanja in da je šef predlagal za napredovanje oziroma za povišice. In takrat je bilo rečeno, da po enem letu, da bom pač dobila nekaj višje plače, tako mi je bilo obljubljeno. In dejansko, ko je bilo to leto okrog, vsi so dobili povišico, jaz je nisem dobila. Šla sem k tem nadrejenemu in sem mu rekla, da pač kako to, da nisem dobila povišice, in mi reče, ups, pozabil sem, bom drugo leto. To je bil odgovor. Ampak to je bila v bistvu zame samo ena brca v mojo zadnjo plat, brca v rit, da sem se zmigala v tam, kjer ni moje mesto. To je bilo zame pomembno. Lahko bi zdaj tam ostala, pa bi čakala na tisto miloščino. Tako se je meni vmes že telo uprlo in je reklo, ne zmorem več. Zdaj pa kaj narediti? Če gledam službo, jaz sem jo pustila kar od danes do jutri. Bomo že preživeli. Človek, ki je pa ujet v finančno mrežo kreditov, pa ne more kar narediti, ko boš šli vi, jaz grem po svoje, ne da. Se pravi, mora si nekako zagotoviti nekaj, s čimer bo lahko preživel. Zdaj pa kaj narediti? Prva stvar, kar je najbolj pomembno, greste pogledati finančne zapise vaših staršev. Kaj so vam vaši starši govorili glede denarja? Se pravi, preverite. Vsi, ki imajo denar, so nepošteni. Za denar moraš garati. Naslednja stvar. Varna služba ti zagotavlja preživetje. Kdor ima kredit, je izguba. Ne vem, koliko si vreden, je povezan s tem, koliko imaš denarja na računu in tako naprej. V glavnem, dajte preveriti, kaj so vaši starši vam govorili, ko ste bili majhni. Kakšna povezava je bila z denarjem? Kdo je takrat imel denar in kako, ne vem, če sta se vaša starša kregala vedno zaradi denarja, je verjetno, da imate mogoče nekje v podzavesti, ne vem, denar je vir prepirov. Ali pa denar je vir vsega slabega. Preverite z mišičnim testom. Kje boste najdeli več informacij? Poglavje, ki sem ga pisala v knjigi Ko imajo duše žur, Ko ima življenje žur, tukaj noter sem pisala eno poglavje prav o denarnem zapisu. Preverite te zadeve, da boste vedeli, kaj je tisto, kar vas zadržuje, da enostavno ne morete naprej. Ali pa, bogati ljudje so same barabe. Kaj je še kaj takega? V glavnem, karkoli vam pade na pamet, da ste poslušali kot otroci, je velika verjetnost, da imate v svoji podzavesti tudi vi. No, zdaj smo pri tem, kar imate za počistiti. Počistili smo nadrejene, dobro, tudi sodelavke, sodelavce, in preverite tudi, dobro, mora biti podrejeni, nekdo, ki je tak zloben do vas, če imate karmične vezi. Druga stvar, finančni zapis, kar se tiče vaše podzavesti, zdaj pa kaj pa naprej. Povedala vam bom, pa vem, da enkrat sem že posnela to, ampak recept, po katerem vsak dobi službo. Ampak vsak. To je recept, ki ga nisem prebrala nikjer, ampak razmišljam strani, če bi jaz nekoga iskala za moj podjetje. Svoje podjetje imam že od 94. leta, se pravi, bo kmalu 30 let, odkar imam svoje podjetje. No in v glavnem. Če bi nekoga povabila na razgovor za službo, kaj bi bilo tisto, kar bi mogoče mene prepričalo, da bi rekla, ta je pa ta. Veste kaj? Vsi ljudje razmišljajo, ko grejo na razgovor za novo službo, koliko bom zaslužil. Koliko je tisti denar, ki pač v službo gre zaradi denarja. Se pravi, daj povej mi, za koliko, ne vem, koliko bom imel na uro, koliko sem plačan. Zdaj pa druga zadeva. Jaz vem, kot direktorica sem pripravljena plačati človeka,
ampak mene pa z druge strani zanima, kaj bom pridobila v podjetju z določeno osebo. Se pravi, gledamo čist z dveh različnih kotov, nekdo, ki išče službo, pa nekdo, ki je delodajalec. In tisti, ki je delodajalec, išče neko osebo, ki bo razumela koncept. No, zdaj pa pomislite, pridete k meni na razgovor za službo in jaz vam razložim, kakšne bojo vaše delovne naloge, preberem vaš življenjepis, ustrezate vsem tem opisom, ampak na razgovor pride še 5 ljudi, ki imajo vse potrebne kvalifikacije. In zdaj lahko jaz štejem, imam 5 podgan, ali pa ne vem, nekdo mi je bolj všeč, nekdo, ne vem, mi mogoče po horoskopu vidim, da bo mogoče bolj šel z mano skupaj. V glavnem, na neko vižo se naredim nek ožji izbor. Ampak koga bom zares izbrala? Pomislite. Pridete na razgovor za službo, poslušate, kakšna dela bi bila za vas, kaj je tisto, kar iščemo v podjetju, in ko pridete domov, se usedete in napišete zahvalno pismo. In napišete, se pravi, date ime tega človeka, ki je imel z vami razgovor. Napišete, hvala, ne vem, spoštovana pa ta direktorica, za vaš čas, ki ste si ga vzela za mene. Všeč mi je, pišite si to, všeč mi je, kako razmišljate. Vidim, da v vašem podjetju, no kaj vidite? Vidim, da v vašem podjetju, ali pa, dajte pohvaliti tega vašega bodočega delodajalca. Kaj je tisto, kar čutite, da bi pa nekako šlo skupaj z vami? In naslednja stvar napišete, in z mojim znanjem, ki ga imam, ali pa z mojimi veščinami, ki jih imam, bi v vašem podjetju doprinesla to. Zdaj pa pomislite, recimo, če sem jaz direktorica, vzamem, dobro, tukaj je naprintan mail, vzamem mail in dobim. In grem prebrati in rečem, pa končno ta ženska razume koncept mojega podjetja. A bi sploh še razmišljala, koga bom vzela v službo? Dejansko bom vzela v službo tega, ki mi bo napisal, z mojimi veščinami bom obogatila vaše podjetje v tem in tem vidiku in všeč mi je bilo, ne vem, vaša vizija, ne vem, nekaj vam, ne vem, če ne druga, napišite, da vam je všeč pozitivnost direktorja. Ne vem, nekaj vam mora biti všeč. In ne omenjati plače. Ne omenjati plače, ker verjemite mi, za svoje delo boste plačani. Sigurno boste plačani. Gre se za to, s čim vi lahko obogatite to dejavnost ali pa to podjetje. Pomislite, prerasli ste vaše podjetje, ne morete več tam, prerasli ste vaše sodelavke, ne morete več, telo se vam upira, ne morete več. Napišete prošnje, greste na razgovor in čutite, da bi bilo to za vas. Napišite. In zdaj pa naslednja stvar. Se pravi, zdaj ste naredili vse tehnične korake. Zdaj pa naslednja stvar, morate se vprašati. Meni, če imam jaz program, meni ne pripada sreča. In če imam jaz v svoji podzavesti program, meni ne pripada sreča, ali pa meni ne pripada denar, ali pa meni ne pripada uspeh, ali pa meni ne pripada napredovanje, je nemogoč, da bom napredovala. Je nemogoč. Enostavno ne gre naprej. Se pravi, jaz moram počistiti te zadeve. Še eno stvar morate počistiti v svoji podzavesti. Kaj pa, če vas je strah premikov? Kaj pa, če ste se navadili? A veste, to je tako, kot bi imeli majčkeno premajhne čevlje. Ampak sčasoma se privadite na to, da vas zmeraj majčkeno tiščijo. Kaj pa, če ste jih prerasli in vas je v osnovi, ne vem, strah spremembe? Se ste jih navajeni, saj to je fajn.
Veste, tudi tako, v nekih odnosih smo navajeni, a ne, pa si rečemo, pa se lahko bilo pa še slabše, a ne, lahko bi bile pa 2 številke premajhne, pa bi bil pa res problem, a ne. Dajte pomisliti, mogoče vas je pa strah spremembe. Mogoče se pa bojite, da boste prišli na slabše, ne na boljše. Preverite z mišičnim testom. In ko boste vi videli, a ne, da vse to počistite in že napišete prošnje, še to, služb ni. Kdo je to rekel, da služb ni? Služb je dovolj. Verjemite mi, služb je dovolj. Ljudje umirajo, ljudje grejo v penzijo, to je dejstvo. Službe so. In zdaj pa naslednja stvar. Ko boste vi počistili, se pravi, mene je strah spremembe, a ne, recimo, me je strah spremembe, potem naredim zdravilno molitev dekodiranja, se pravi, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, pa si pa najprej to vdihnem, izdihnem, pa si ponavljam in vizualizacija sebe v novi službi. Če zmoreš videti sebe v novi službi, jo je moč ustvariti, je moč priti do tega. Prejšnji dan je bil tukaj en gospod, ki se leta poznamo, tudi že skoraj 30 let. In gleda to in rekel, joj, pa to, kako si prišla do te hiše, kjer živim? Sem rekla, naključja. Spustila sem. Enostavno sem rekla, ne najdem, najdite mi vi. Dobesedno sem dala ukaz mojim vodnikom, ne prošnjo, tako upam, da bom našla, joj, se ne vem, se ne obstaja, ampak najdite mi, jaz vem, da zame obstaja. In so mi našli, preko naključij sem prišla do ljudi in dejstvo je, da sem našla nov dom. Tako pač grejo te zadeve. Zato, to sem tudi že večkrat rekla, energijam je treba ukazovati. Pri energijah je tako, kot recimo predstavljajte si, da ste v cirkusu in imate tam nasprotnega leva. Ti ne moreš reči, pridna muca, ampak moraš odločno reči, sedi. No, verjetno levu ne moreš tega reči. Se boste smejali, ampak psu pa lahko. No, v glavnem, dejstvo je, da ravno tako kot živalim, ki lahko jasno ukažemo, kako pa kaj, je treba tudi energijam ukazovati. Tako da mogoče sem malo preterala s tem levom, ampak okej. Dejstvo je, da levo tudi ne bi jaz rekla, sedi. V vsakem primeru energijam je treba ukazovati. Se pravi, morate jasno povedati, kaj želite, kako želite, kam želite. Verjemite mi, energije vas bodo poslušale. Stvarstvo vas bo poslušalo in če zmorete videti to, ki boste, verjemite mi, boste to ustvarili in boste tja tudi prišli. Tako da uživajte in naj vam pri teh vaših korakih res pomaga Božji blagoslov. Jaz verjamem v to, da ko prosimo tudi nad angele, naj nas usmerijo, naj nam dajo pravi namig, vedno se odprejo vrata, ampak šele takrat, ko predelamo tisto, kar imamo za predelati v določenih situaciji. Recimo, jaz z bivšim možem sem dobila blagoslov za naprej, ko sem odpustila. Ko nisem bila več v nobeni agresiji, ampak ko sem popolnoma spustila in odpustila in so se odprla vrata naprej. Tako da, lekcije življenja in potem se vse odpre naprej. Tako da uživajte in delajte svoje korake in verjemite mi, stvarstvo vas podpira pri tem, da boste prišli tja, kjer je najbolj za vašo dušo. Uživajte!